Danes bomo v njih brali knjigo Dekle, ki se ni balo medvedov. Tole je ta knjigica. Čeprav je osnovana na pravljici, je zgodba pravzaprav večplastna uganka, v kateri se skriva nešteto različnih idej, interpretacij in zasukov. Nekaj teh boste razkrili Juna in Jasna. Juna, zelo sem vesela, da si prišla, da lahko končno z nekom debatiram o tej knjigi. Zdi se mi, da mi je pustila več vprašanj kot odgovorov. A je tudi na tebi pustila takšen vtis? Ja, definitivno. Knjiga je precej zakomplicirana, ampak se jo splača prebrati večkrat, da jo pač razumemo in ugotovimo cel pomen. Že začetek je pester. 3 punce, ki se preoblačijo v moškega zato, da lahko gredo v svet. Kako si ti to razlagala? Ja, morale so biti precej pogumne, da so šle kar tako v svet. Morda so se počutile bolj pač varno, če so se preoblekle v moškega. In so si prihranile dosti vprašanj. Verjetno nam to govori tudi v času, v katerega je zgodba postavljena. Sicer pa se mi zdi ta zgodba Dekle, ki se ni balo medvedov, predvsem pripoved o ljubezni in neustrašnosti. Kako se ti je pa zdel tisti del, kjer fant glavno junakinjo pelje do kač in potem njegov oče pove, če se bo bala, je punca, če pa ne, pa je fant. Precej stereotipno, a ne? Ja, definitivno. Načeloma ima vsak svoje strahove, ni nujno, da se samo ženske bojimo kač. Kaj si pa mislila o tistem delu, kjer nas po knjigi sodeč hudič lahko udari samo 3-krat? To je neke vrste fair play, ker je hudič, koliko jaz vem, ima neke nadnaravne sposobnosti in da lahko tudi mi konec koncev premagamo. No, glede na to, da to knjigo Špela Frljic pripoveduje že več kot 10 let, pa me je zanimalo, katere teme oziroma vprašanja želi ona odpreti z njo, tako da je kar prisluhnila. Živjo, moje ime je Špela Frljic in sem pripovedovalka in otrokom in najstnikom pogosto in zelo rada pripovedujem tudi zgodbo, po kateri je nastal strip o dekletu, ki se ni balo medvedov. Vedno po koncu zgodbe potem s poslušalci, s poslušalkami radi podebatiramo o tem, kar se je v zgodbi zgodilo in vprašanji, ki jim jih ponavadi zastavim, sta, kakšne vrste poguma človek potrebuje, ali pa jih je ta junakinja potrebovala, zato da je preživela v svetu, zato da je preživela tako, kot se je njej zdelo prav, zaprav kakšen pogum tudi mi potrebujemo zato, da lahko živimo tako, kot bi si želeli, tako, kot bi si želeli zase. Hvala lepa, Špela, si nam dala zamisliti. Juna, kaj misliš, kakšne vrste pogum je potreben, da živiš svoje življenje neustrašno? Ja, po mojem je predvsem potreben pogum, da si to, kar si in da se ne poskušaš spremeniti. No, jaz mislim, da tebi tega poguma ne primanjkuje, zelo neustrašno si gostila v naši oddaji in zaradi tebe ni nikjer ne duha, ne sluha o kakšnem hudiču. Hvala, Jasna in Juna. Tudi tekmovalci v našem studiu se ničesar ne bojijo in jaz vas spodbudim, da greste kar korajžno tudi v tole vprašanje. Strip govori o dekletu, ki se poda na pravo pustolovščino. Zakaj Juna meni, da so se dekleta v zgodbi preoblačila v moška oblačila? A. Zdelo se jim je, da bodo tako varneje potovale. B. Zdelo se jim je, da tako lahko same potujejo. C. Zdelo se jim je, da jih tako ne bodo prepoznali. Ali D. Zdelo se jim je, da bodo tako premagale nevarnosti. Pa preverimo, kako pozorno ste poslušali naš prispevek. Rumeni so že odgovorili, vijoličasti so se še malce posvetovali, ampak na koncu so vsi prišli do odgovora A. Juna pove, da so se dekleta verjetno preoblekla, da bi se počutila bolj varno, Jasna pa doda, da to verjetno govori tudi o času, v katerega je zgodba postavljena. Pravilen odgovor je res A, kar pomeni nove točke za obe ekipi.